No in lejte, ko je pa stopnja sladkorja v krvi v ravnovesju, tem kontroliranem območju, takrat pa naš telo dobi informacijo, kuri maščobe. Se pravi, zdaj pa če bomo jedli cel dan tako hrano, ki ne dviga sladkorja, telo bo kurilo zalogo. Se pravi, v bistvu, če mi se tega držimo, če mi to vemo, dejansko telo pa samo se uravna na našo idealno težo. No in zdaj lejte, kaj je ta hrana z nizkim glikemičnim indeksom? Tam je naslikana, zdaj bomo pa še pogledali. Se pravi, meso, vse vrste mesa, pustega mesa, perutnina, rdeče meso, vse meso ima nizek glikemični indeks. Potem vsa morska hrana. Zelo vam priporočam tudi, recimo tako za obrok, lahko tudi konzervirana hrana, recimo tune v oljčnem olju. Potem mlečni izdelki, pusta skuta, jogurt, kefir, potem jajca, sicer ne tista ta gorenjska, ki so že z ocvirki narejena, ampak recimo taka jajca, recimo zmešan jajc, recimo to čisto zadeva. Najboljša zadeva je pa beljak od jajc. Najboljša zadeva. No, tako da mi pri nas delamo na ta način zajtrk. Takrat, ko sem jaz pripravljena jesti beljak, naredimo jajce na oko, tam mali dve to pomočta, rumenak, jaz pa pojem beljak, pa zelenavo zraven in to krasen obrok za zajtrk. No, potem naprej, polnovredne žitarice, lahko so žitarice, brez problema, ampak morajo biti res polnovredne, kefirjev kruh, ržen, potem neoluščen riž, testenine iz črne moke, potem zelenjava. No, zelenjava, ki vsebuje škrob, to je krompir, ta je odsvetovana, zaradi tega, ker škrob sam po sebi, res da, recimo, letos je leto krompirja, ste slišali? In Evropska zdravstvena organizacija se prav trudi, da bi propagira porabo krompirja, ker v času lakote smo preživeli, ali pa so naši predniki preživeli zaradi krompirja. Ja, danes smo pa vsega v izobilju in ta krompir nas pa dela široke, ker porabimo ga ne za rast, pa porabimo ga ne za delo. No in naprej olja in maščobe, se pravi oljčno olje, maslo, pa bučno olje. To so dobre maščobe, medtem ko so slabe maščobe, kar je to, recimo sončnično olje, vam ga ne priporočam. Za cvrtje jaz uporabljam, kar recimo zrezke pocra, oljčno olje. To je edino olje, ki prenese visoke temperature pri segrevanju. No in, lejte, GR kontrol, to, kar ste prej sprobali. Zakaj je GR kontrol toliko dobra zadeva? Pod prvo zaradi tega, ker to je beljakovinski napitek. Beljakovine so tiste, ki naš telo spodbujajo, da v bistvu porablja odvečno te skladiščeno maščobo. To je prva stvar. Drugo pa vsebuje toliko vitaminov in mineralov in B vitamini, ki so v GR kontrolu, pospešujejo presnovo. Notar je krom. Krom pospešuje presnovo. Se pravi, je kombinacija vitaminov in mineralov v takem razmerju, da dejansko, ko to popijete, ta napitek, telo dobi informacijo, kuri zalogo. Zato je to dobra zadeva, to je dobesedno aktivator hujšanja.